Še enog vas prav lepo pozdravljam v Gospodovom svetom imenu. Prva nedela toga novega leta naj bo po in v Gospodovoj voli. Pa ne samo ta nedela, pač pa vsake novi den, šteroga denom namenu naš stvarnik. Naj bo po in v Gospodovoj voli. To je moja osebna molitev za mene, za moj dom, za celo eto crkev. Zavolo toga, kad če smo resnično po Gospodovoj vole, te naše, moje, ne da prihajalo na površje. In če smo v njegovoj voli, te druge stvari ne do mogle vplivati na naše celotno življenje v služenje njeme. Zato, kad dosta je vplivov drugih, štere bi želele nas kraj odvrnete od toga, kaj bi za istino, iskreno in v njegovom strahe služili njeme. Dosta je toga, ali če smo po in v Gospodove vole, te se to ne da moglo dogajati, ne da moglo zgoditi. Znate, to je Jezus lepo razložil v svojem znamenitom govore na gore, gdje se je doteknil vseh področij človekovega življenja. Vseh področij. Zato, ker mi živimo različno, v različnih dejavnostih, v različnih aktivnostih. In Jezus se je doteknil v tom govore vseh področij našega življenja in za vsako področje dava najboljše na svet. Kako se odzvate, kako odreagirate, kaj bi izpolnili Bože pričakovanje. Bar doma preštite, v Mateji od 5. pa do 8. tala. Znate, kaj ima Bog od mene, od tebe pričakovanje? Bog nekaj pričakuje iz mojega, iz tvojega življenja. Ne zahteva, pač pa pričakuje, kaj se odzovemo na to, ko nam v svojoj dragoj svetu reče, predlaga, ponuja, dava. Ja. Mislim, kad se je što ime dvome zadal tu kakšno novoletno zaobljubo glede ugajanja Gospode. Glede toga, kako bi naj v tom letu moje duhovno življenje potekalo, kako moge v tom letu služil Gospode. Ja, obečanja, obljube, obečanja. In na začetku toga novega časovnega obdobja bi rad spregovoril nekaj v zvezi z našimi obečanji, z našimi obljubami in pa tudi glede Božjih obljub. Tu je ništerna dejstva glede Božjih obljub. To je zelo, zelo eno kompleksno področje v Bibliji, štero se more na pravilen način nucati, uporabljati, kaj bi nam prineslo pričakovane rezultate. Gledajte, vsi mi nekaj pričakujemo v naši življenjaj. In če želimo, kada v našem krščanskem življenju, kada prinese neprave rezultate, da moramo biti poslušni tome, ko pravi Božja draga sveta reč. Znate, Božja obečanja so ne samo za volo sebe, ne so samo za volo toga, kaj je to nekaj pač zapisano. Ne, pač pa nam vsako Božje obečanje želi prinesti blagoslov. In zato je to kompleksno področje v Bibliji. Prvo, takoj na začetku moram povedati, kaj je velika večina Božjih obečanj v Bibliji pogojenih. Pogojenih. Postavlja se pogoj, kaj se lahko Božje obečanje izpune. Če Bog nekaj poleg obečanja dava, tu kakšno sporočilo ali kakšno upozorilo, zapoved na svet, je to potrebno upoštevati, kaj se te obečanja, toga obečanja lahko z gotovostjo vprimljamo.
Kad se za to Bože obečanje leko zgrabimo. Mogoče vas to presenečanje, ali to je dejstvo, štero moramo upoštevati, da se želimo zgrobiti, uprijeti Božjih obečanj. Bog postavlja pogoje, kaj bi se leko Bože obečanje izpolnilo. Drugo, ko moram praviti, pa je, ka mi Bogi ne moramo pogojevati našega dela ali izpolnitve naših obečanj. Naprimer, Bog, če mi daš 50 gezarov evrov, movčino to ali to. Bog ti leko da 50 gezarov evrov. Ja, on ti leko da. Leko pa tudi ne. Ali pa, Bog, če mi daš Bogšu službo, koliko toliko zajmom, ti je moh, gevčino, to pa to za tebe. In ti, mogoče ti Bog da Bogšu službo, mogoče ti da Bogšu službo, ali tvoje nezadovoljstvo ide stjov še naprej tudi v toj službi. Ne kažem na nikoga s prstom. Ne. Ne vem vaših situacij, pač pa nas samo želim spodbuditi, kad gledamo v celo Božjo reč. Ne samo v določene odlomke, samo nas želim spodbuditi, kad na začetku toga leta ostanemo njeme zveste. Ostanemo Bogu zvesti. Gled to, kako on želi ostanete nam zvesti. Modr Solomon je to zapisal v Pridigari, v 5. tale, 3. pa 4. veršu. Što je zapisano? Kadar Bogu kaj obljubiš, ne odlašaj z izpolnitvijo. In da pravi, tok, norci mu namreč niso všeč, kar si obljubil, izpolni. Bolje je, da ne obljubiš, kakor da obljubiš, a ne izpolniš. Starejše, štere imate ešte bole malo deco, pa tudi mi štere imamo malo starejšo, malo vekšo deco, že se mogoče soočate s takšimi primerami pri svojo dece, pa obečo se, kaj boš se več včil, obečo se, kaj boš menja na telefone, menja na internete. Ali pa mogoče glede kakšnega opravila, pa obečo se, kaj to včiniš. Znate, Jezus je glede toga pravo eno priliko. V Mateje 21. tale je to zapisano, 28. pa do 31. veršu. Nekdo je imel 2 sina, znači eden stareš je imel 2 sina, od toga sam gučil malo prlej. Nekdo je imel 2 sina, stopil je k prvemu in rekel, sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta pa je odgovoril, nočem, neščem, pa zakaj že pa je, no ide zakaj že pa je. Poznate te stvari? So vam te stvari domače? Razumete, odkoj tu Jezus goči? Toda pozneje se je tej prvi sin premislil in šel delat v vinograd. In te gledajte dole. Tej oče stopil je k drugemu in rekel isto, sin, pojdi danes delat v vinograd. In ta je odgovoril, grem, Gospod, vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? 2 sina, šterima je oče dal isto nalogo, isto zapoved. Na isti način njiva je nagovoro. Eden je odgovoro negativno, torej ne dal svojome oče obečanja. Ne njime nika obečo. Drugi pa je očete dal eno obečanje. Obečanje mi je, ja, šalmo. Prvi sin se je pozneje premislil, spoznal je, ka oča nujca njegovo pomoč. Spoznal je, ka oča nujca, ka on za njega včini. In tok je šel in pa izpolnil očetovo pričakovanje. Tej drugi sin pa je dal svojome oče obečanje, dal njemu je obljubo, ali
njeme ne bilo vredno se držati toga obečanja. In znate, na takšen način je pokazal svoje nespoštovanje do svojega oča. Ne je izpolnil to, ko je oče obečal. Znate, to je, ko me briga za tebe. Kot te šiša, bi rekel Gnez Problem. Tisti prvi sin, tu njega govora od starejšega ali pa mlajšega sina. Tisti prvi sin se je držal te Solomonove izpovedi, ki pravi, kaj je Bog še povedati nej. In znate, te sin se je te slede premislil, te svoj nej je spremenil v ja. Kadar Bogu kaj obljubiš, ne odlašaj z izpolnitvijo. Dragi moji, to je izziv. To je izziv za vsakoga med nami tudi v tom letu. Jezus je v toj priliki ob koncu postavil eno odločilno vprašanje. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Dragi moji, tu se ne ide za mene pa tebe, pač pa se ide za to, ali sva ges in ti v svojem življenju izpolnila očetovo voljo. Zato se ide, ali sem ges, ali si ti izpolnil očetovo voljo. Poglednimo na kratko še en primer iz Biblije. Tokrat to ne prilika, pač pa resničen dogodek iz Stare zaveze, šteroga je omenil tu Jezus. Tu Jezus je govoril od toga dogodka. Bog je pozval enega svojih služabnikov in jim je dal točno določeno nalogo. Glej to, kako je v tistoj priliki oča pravo, kako je Jezus pravo od tistega oča, sin, pojdi danes delati v vinograd. In znate, tam v vinograde se je točno znalo, ko je potrebno včiniti v tistem dnevi, v tistem času, kaj bi vinograd leko bil dober, kaj bi leko prinašal sad. Bog je dal takšno nalogo Jone, Ametajov Mesine v Jonovoj knjigi v 1. ali 2. veršoš, tok štejmo, mislim, da si to poznamo. Pravi tok, Jona, vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto in kliči proti njemu, kajti njihova hudobija se je vzdignila do mojega obličja. Dobo je nalogo, jasno nalogo. In bar pogledamo zdaj odziv toga Božjega služabnika, reakcijo, odločitev, kako se je on odločil. In te dole, če bi šteli, je to, Jona je vstal. Bog njim je pravil, vstane. In dole pravi, Jona je šel. Bog njim je pravil, pojdi. On je stonil in je šel. In leko bi pravili, kaj je izpolnil Božje naročilo. Ale, znate, on je šel v drugo smer. Ne je šel ta, koma njime je Bog zapovedal. Ne je šel ta, koma njime je naročil Bog. Ne je šel po tistoj poti, koma ga je Bog poslal. To, kot tisti sin ne je šel delati v vinograd, koma ga je oča poslal, pa je vseeno obečal. Pozneje, da je bil Jona, kad to povem, v podzemlje, v težavaj za volo neposlušnosti Boge in je končno tam v ribjem trebuhu molo, je izrekel takšen zaključek svoje molitve. Tok je obečal v 2. tali Jonove knjige 10. veršoš, tok štejmo. Jaz pa ti bom ob glasovih hvalnic opravljal daritve. Izpolnil bom, kar sem obljubil. In te sklep
pri Gospodu je rešitev. Dragi moji, pri Gospodu je sigdar rešitev. Odvisna je od moje, od tvoje poslušnosti, od tvojega odziva na to, ko on pričakuje od mene, od tebe. In te Jonov primer nam jasno kaže to, ko pomeni nekaj obečate in to ne izpunite. Ko se te leko človeka doleti. In še nekaj iz toga primera. Da je Jona izpunil svoje obečanje. Da je Jona izpunil Bože naročilo. Ko se je te zgodilo? Je prišlo do ene čudovite spremembe tam v Ninevaj. Prišlo je do spreobrnitve, prišlo je do kesanja, prišlo je do novega življenja v njovi zavolo toga, kaj so one spoznale svoje napake. Dragi moji, da Božji otrok, da Božji služabnik izpune svoje obečanje, se sigdar zgodi nekaj vrednoga v Božjih očeh. Nekaj vrednoga, ko je Gospode zelo dragoceno. Moje in tvoje služenje njeme je zelo dragoceno za njega. Iskreno služenje njeme je dragocenost v njegovoj očaj. Iz teh primerov, štere sem navedel, vidimo, kako pomembno je poslušati in pa bogati Božji glas. Kako pomembno je izpuniti obečanje, štere smo dale Gospode. Pa naj bo to iz kakšnega koli vzroka. Znate, včasih damo obečanje, da smo v navole, da smo v probleme, da smo v težave, da nam je žmetno. Včasih damo tu obečanje, da smo veseli, da smo radostni, da smo navdušeni. Iz kakšnega koli vzroka damo obečanje Gospode. Izpuni. Splača se. In zdaj pogledamo ještě na Božjo stran. Pogledamo nekaj Božjih obečanj. Štero je Bog obečal človeštve. Najprej pogledamo eno absolutno obečanje, štero je Bog ne postavlja pogojev, kaj bi se to njegovo obečanje izpunilo. Prej sem že pravil, kaj Bog postavlja določene pogoje, kaj bi se leko obečanje izpunilo. Ali vseeno je tome Božjome obečanje nekaj predhodilo, nekaj je bilo pred tem, nekaj se je pred tem zgodilo. Se spomnite? Iz zgodovine Biblije, iz zgodovine našega planeta, iz zgodovine človeštva, da se je Bog odločil, kada je pokončil stvarstvo za volo hudobije, štero so počenjale. Se spomnite gale tistega dogodka. Noe je bil tisti, štero ga je Bog določil, ka najrejši, ka se po njegovom posredovanju najrejši ostanek pred potopom. Zgodilo se je to in po izhode iz barke, po izhode, da je vse bilo mimo, da je znova začala ta rast na zemlji, da so vode odišle, po izhode iz barke je Noe napravil nekaj, ko je Boga tako navdušilo, to ga je impresioniralo, kaj je dal eno obečanje brez kakšnega koli pogojevanja. To ga je navdušilo tisto Jonovo dejanje. Noetovo dejanje, se opravičujem. In to štejmo v prvoj Mojžešovoj knjige 8, 20 do 22. To štejmo, to je zapisano. Noe je po tistom, da se je vse začalo
miriti, da se je vse umirilo, da so vode več ne šle gor, pač pa so se znižavale. Noe je postavil Gospodu oltar in vzel od vse čiste živine in od vseh čistih ptic ter daroval žgalne daritve na oltarju. Noe se je odločil. Noe se je odločil nekaj včiniti, nekaj dati Gospode na oltar. In te gledajte, Gospod je zaduhal prijeten vonj. In Gospod je rekel v svojem srcu, ne bom več preklel zemlje zaradi človeka, kajti mišljenje človekovega srca je hudobno od njegove mladosti. Dole pravi tok, ne bom več udaril vsega živega, kakor sem storil. Bog tu razkriva človekovo notranjost, kako on vidi človeka. Pravi, človek je hudoben in ne mre noček delati. Ne mre noček delati, ali te, da je videl, kaj je tej Božji služabnik, tej Božji izbranec, kaj je Noe noček postopil. Te je dal eno obečanje in tok pravi, dokler bo trajala zemlja, ne setev, ne žetev, ne mraz, ne vročina, ne poletje, ne zima, ne dan, ne noč, ne bodo prenehali. Aleluja. Ali vidite Gospodovo milost? Znate, tež Bog še enako ponovi svojo obečanje, pravzaprav je to še več, kot samo obečanje. To je te zaveza Boga z človeštvom. To pravi v 1. Mojžešovoj 9. tale 11. veršoš. Tako sklepam zavezo z vami. Sklepam zavezo z vami. Bog dava eno obečanje. In pravi to, in ne bom več iztrebil vsega mesa z vodami potopa. Ne bom več. In še eno ponavlja, ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo. To je to Božje obečanje, štero nejpogojeno in se na to leko popolnoma zanesemo. Na to Božje obečanje se leko popolnoma zanesemo. Poplave do še naprej prihajale. Tu nega govora od toga, pač pa je tu obečanje, da Bog ne da uničil sveta z potopom. Človek že zadosta sam uničuje tej svet. Pogledamo še pogledamo še pogojeno Božje obečanje. Bog postavi eden pogoj, da se leko obečanje, njegovo obečanje izpolnilo. Najbolje očitno je to Bog pokazal do svojega ljudstva Izraela. Spomnimo se iz zgodovine, na več mesta imamo zapisano, da je Bog nekaj Izraelcem obečal, ali poleg toga je povedal značilne dve besede. Če pa, v 5. Mojžešovo 28. tale, to najlepše vidimo. Predtem 28. talom 5. Mojžešove knjige je Mojžeš ponovil vse, ko je Bog zapovedal Izraele v pričakovanje, kada se toga držale. Vse njih je ponovil v pričakovanje, kada Izrael to, ko je Bog njim zapovedal, ko njim je dal kot eden zakon, kada se toga držale. In te v 28. poglavje njim ponuja odločitev. Ponuja njim, naj se odločijo, kako naprej. In prva vrstica v 28. tale 5. Mojžešove knjige se tako začenja. Če pa boš
natančno poslušal glas Gospoda svojega Boga in vestno izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki ti jih danes dajem, če pa boš, te bo Gospod tvoj Bog postavil visoko nad vse narode na zemlji. Ali ne je to ena čudovita stvar in možeš te ještě nadaljuje. In nad te bodo prišli vsi ti blagoslovi in te dosegli, če boš poslušal glas Gospoda svojega Boga. Dvokrat v tom odlomku je postavljene te Bože pogoj. Če boš. In za izraelske, kako povem, bomo, za njuvo pritrditev, za njuvo poslušnost, te navaja velike blagoslove. Preštite doma, ko je se Bog obečal Izraelcem. Če do poslušali in bogali njegov glas. Ali v 15. veršu še se možeš na jedan način obrača k Izraelcem. K tome Božome izbranome narode in pravi tok. Če pa ne boš, najprej pravi, če boš, da se zgodilo to in to. In zdaj postavlja drugi pogoj. Če pa ne boš poslušal glasu Gospoda svojega Boga, da bi vestno izpolnjeval vse njegove zapovedi in zakone, ki ti jih danes zapovedujem, če pa ne boš tega delal, bodo prišla nad te in te zadela vsa tale prekletstva. Dragi moji, poleg blagoslovov, Bog pomože še svojome narode ponuja, ali dava na razpolago drugo opcijo. Ponuja jim, naj se same izberejo. Naj se same izberejo, ko želejo v svojoj bodočnosti. Dragi moji, tudi to je Bože obečanje. Vendar pogojeno. Glejte, koliko je blagoslov pogojene s poslušnostjo, tok je tudi pregledstvo pogojeno z neposlušnostjo v tome, ko Bog pravi. Dragi moji, zdaj na začetku toga leta je prav. Je najboljše, kad se mi trdno odločimo za poslušnost njeme. Za poslušnost njegovoj reči. In tako leko deležne vseh teh Božjih obečanj, štera imamo zapisana v Bibliji, štere nam dava. Kadar Bogu kaj obljubiš, ne odlašaj z izpolnitvijo. Apoštol Peter v svojem drugom pismu uči od Jezušovega ponovnega prihoda, uči tudi od čudovitega Božjega obečanja. Ja, nova zaveza nam dava Božja obečanja in to pravi v drugom Petrovem listu, 3. 10. veršu, začetek 10. verša pravi to, prišel pa bo Gospodov dan kakor tat. Ja, to je Božje obečanje, pride in to zasigurno. Nika ne da moglo toga Božjega obečanja preprečiti, ali da je prišel kakor tat. In te prave, ko da se zgodilo z Osončjem in pa z našim planetom. Pravi, kada je to vse prešlo. In 11. verš štok pravi, kako prav je torej, da živite eno sveto in res pobožno. Če da se to drugo razpodnilo, če da se to razkrojeno. In dole, da čakate in pospešujete prihod Božjega dne, zaradi katerega bo nebo zaplamenelo in prešlo in vse prvine se bodo razžarjene topile. Ali, dragi moji, to ještě ne konec. To ještě ne konec, kaj ti prihaja neka boljšega za tiste, štere živijo
eno sveto in pobožno življenje. In dragi moji, za volo toga, ko prihaja, za volo toga obečanja, štero tu sledi, se splača. Splača se živeti eno sveto in prav pobožno življenje. In zaključujem z besedami Petra, od toga, ko je dediščina tistih, štiri upoštevamo Božja navodila in vsakodnevno živimo po tom, ko nam Bog pravi v njegovoj dragoj svetoj reči. V 2. Petrovom listi 3. čita v 13. veršu štok pravi. Tok pravi. Mi, štiri živimo eno sveto in pobožno življenje. Mi pa po njegovi obljubi. Ja, dragi moji, to je Božje obečanje. Mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v kateri biva pravičnost. Haleluja. Se veselimo toga. Amen. Veselimo se toga, ko pričakujemo, ko nas čaka. In dragi moji, ta beseda, da se je izpolnila, to obečanje, da se je izpolnilo za vsakoga na podlagi 11. verša, šteroga smo prešteli, kako prav je torej, da živite sveto in res pobožno. Nova nebesa, nova zemlja sta ne za vse, pač pa sta pripravljena za tiste, štiri živimo eno sveto in pobožno življenje, tako kot je Gospodova sveta vola. To je torej Božji pogoj. Božji pogoj, ka se to obečanje lahko izpuni v mojem in tvojem življenju. In če tako simo, ti se lahko toga zgrabimo, ti lahko to obečanje vzamemo za svoje. Ja, ker se trudim živeti eno sveto in pobožno življenje in za mene je to Božje obečanje sigurno. Mene čaka eno novo nebo in nova zemlja, gdje biva pravičnost, gdje biva sam moj odrešenik, Gospod Jezus Kristus. Znate, da nas Gospod po svojem duhu v tom vsakodnevno vodi in usmerja, kad dosegnemo te cilj. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebe za to prvo nedeljo toga leta. Hvala je Tebe, kad smo lahko začeli to leto v Tvojoj prisotnosti. Kad smo lahko začeli to leto z eno novo odločitvijo služiti Tebe, služiti eden drugome, služiti Tvojo cerkvi, tako kot je Tvoja sveta vola. Pomori mene, pomori nam v vsem, ko se da nas dosegnilo, kad živimo eno sveto in pobožno življenje, tako kot Ti to praviš. In pomori nam, kad za istino tiste pogoje izpolnimo, kad lahko dosegnemo Tvoja obečanja, kad se lahko toga zadržimo. Daj nam modrosti za to in daj nam moči Svetoga Duha v vsakoj situaciji, Gospod dragi, na slavo Tvojega imena, Bog Oče, Bog Sin in Bog Duh Sveti. Amen.